in dobrodošli v naši mini kulinarični delavnici z Matejem Stipaničem. Živjo! Pozdravljeni. Pozdravljeni. Zdajle bom jaz prebrala, kdo je Matej Stipanič. Strasten mojster žara, ki želi svojim delovanjem kulturo uživanja mesa povzdigniti na višjo raven. Tako je. Lepo opisano, a ne? Ja, bo kar držala. Kaj nam boš predstavil danes? Gre v bistvu za eno prav posebno obdelavo mesa. A lahko tako rečeva? Lahko, tako. Danes bomo spekli malo večji steak. Sam steak kot sam ne bi bil nič posebnega, je pa ta poseben v tem smislu, da je suho zorjen. Torej, ja, tole piše tudi v tej publikaciji, ki je nastala v uredništvu revije Dober tek z naslovom Steak od zorjene govedine do peke. Kakšno je torej zorjeno meso? Se pravi, zorjeno meso je v osnovi mehkejše, zato ker ga encimi za čas zorjenja zmehčajo. Pri suhem zorjenem mesu se pa še okus maščobe plemeniti in zaradi tega pridobivamo tak drugačen, bolj intenziven goveji okus. Poznamo pa seveda dva glavna načina zorjenja mesa. Eno je mokro zorjenje in eno je suho zorjenje. Pri mokrem zorjenju delamo samo na mehkobi, medtem ko pri suhem zorjenju pa delamo na tem izrazitem okusu. Torej, ja, meso mora biti predvsem kvalitetno. Za kakšno meso gre torej? Na kaj mora paziti tisti, ki se loti steakov? Zdaj, nažalost je vizualni pokazatelj samo en in to je to, da je meso čim bolj marmorirano. Se pravi, več kot je te medtkivne maščobe, bolj bo steak okusen. To je edino tako dejstvo. Drugih stvari mi na pogled v trgovini ali v mesnici nažalost ne moremo oceniti. Nam pa pove tudi ta informacija, ko nam mesar razloži, ali je meso mokro ali suho zorjeno. A je res, da se mogoče tudi ljudje prestrašimo, ko pride do obdelovanja takega mesa oziroma da bi se lotili delanja steakov? A je tu strah prisoten, ker zakaj pride do tega? Sigurno. Strah je predvsem v tem kupiti drag kos mesa in ga potem z nepravilno peko uničiti. In zaradi tega samega straha se ljudje ne poslužujejo tega, da bi namesto neke klasike na žaru kdaj pa kdaj si spekli steak. Kako, ja, torej morava povedati, kako ga ne uničiti. To je zelo pomembno. Se pravi, osnova je vedno to, kako pridemo do dobrega steaka. Kupimo dober kos mesa in ga ne uničimo. Zdaj, kako ga ne uničimo, pa zdaj v nadaljevanju pokazala. Pri žaru bodite pozorni na direktno in indirektno peko. Direktna je, ko pečemo direktno nad virom toplote. Indirektna, ko pečemo stran od vira toplote. Če nimate žara, steak lahko pripravite tudi doma v pečici. Se pravi, če nimamo žara, pečemo steak najprej v pečici, na koncu zaključimo na štedilniku, na ponvici in bo rezultat popolnoma identičen. Tako da to bomo tudi mi zdaj naredili. Tale kos mesa, tale steak, tole imamo ribeye steak, oziroma po slovensko je to bržolni steak, položiva na indirektno peko, pokrijeva in to je to. Matej, koliko časa pa se peče zdaj tale kos mesa? Ne vem, noben ne ve, koliko časa se bo ta kos mesa pekel. Steakov ali kakršnihkoli večjih kosov mesa nikoli ne pečemo na čas, na občutek, na otip, ampak vedno samo na središčno temperaturo mesa. In zaradi tega bova midva zdaj uporabila tole uporabno orodje. To je sonda termometer, tole je zunanja enota, tole sondo bova vstavila v meso in na ekrančku spremljala središčno temperaturo mesa. Zelo pomembna je torej ta naprava. To je vse, kar je pomembno. Se pravi, spremljanje središčne temperature mesa je vse, kar je pri peki mesa pomembno. Tako da zdaj bova midva tole not zapičila. Se pravi, špica sonde mora biti v središču mesa. Takole iz strani gremo noter, nekam, da približno v središče pridemo, pokrijeva in to je to. Zdaj pa na ekrančku spremljava temperaturo in ko pridemo do neke temperature 45–48 stopinj Celzija, bo meso pripravljeno za prestaviti ga na direkten ogenj. In na direktnem ognju ga kasneje samo še popečemo. Tako da vedno steake, debelejše steake vedno pečemo na to obratno pečenje, najprej temperiranje in na koncu zapekanje. Potrebni niso nobeni dodatki. Lejte, če kupimo dober kos mesa, hočemo uživati v okusu mesa. Dober kos mesa si zasluži samo sol, grobo sol in pa če želimo, sveže mlet poper. Vse ostalo je nepotrebno, nobenih oljčnih olj, nobenih zeliščnih masel, ker s tem samo povozimo blagi okus govedine. Ves čas govoriva o pravem kosu mesa. Kako pa v trgovini izbrati pravi kos mesa? Kako vedeti, kateri je pravi za steak? Če ne vemo, vprašamo mesarja.
Ponavadi že ima vnaprej pripravljene stejke, verjetno tudi zvakumirane, za lažjo prodajo. Predvsem pa moramo mi vedeti, kateri kosi so primerni za stejke. Ne? Se pravi, ni vsak kos govedine primeren za stejke. Za stejke uporabljamo tiste kose mesa, ki vsebujejo mišice, ki so malo delale. Zato, ker so malo delale, vsebujejo malo kolagena. In zaradi tega te mišice lahko mi spečemo na hitro, na visoki temperaturi in pa predvsem na medium. In to so tisti kosi, ki so primerni za stejke. Če pokaževa še enkrat publikacijo steak, velikokrat se zgodi, da obstajajo samo kakšni angleški, ameriški izrazi teh kosov, ne? Zato ste se vi potrudili in recimo takole lepo zapisali, opisali tudi in dodali tudi slovenske prevode. Tako. Ta shema je bila narejena prav zato, da povežemo najbolj znane angleške izraze z našimi tradicionalnimi izrazi, tako da je ta komunikacija z mesarji veliko lažja. Varna cona je med 45 in 48 stopinjami. Tako da v tej točki vzamemo sondo iz stejka in tale naš stejk samo prestavimo na direkten ogenj. Se pravi, zdaj ga pa popečemo. Zdaj ustvarjamo tisto karamelizacijo in to traja nekje 2 do 3 minute na stran. Ampak potem še ni konec. Tako, po tej peki, po tej karamelizaciji damo pa meso počivati. To je zelo obvezen proces. Meso mora počivati minimalno 5 minut, zaradi tega, da se sokovi, ki še niso šli iz mesa, razporedijo nazaj po mesu in bo zaradi tega bolj enakomerno sočen kos mesa. Tako je, ja, za indirektno peko, to, kar je bilo prej, ko je bilo meso na tej strani, kjer gorilc ni prižgan, potrebujemo temperaturo v žaru nekje 180 do 250, je popolnoma vseeno. Tukaj noter se gibljamo. Če lahko to nadziramo natančno, recimo 180-200 stopinj, bo povsem v redu. Evo, takole, stejk je popečen. Zdaj ga damo pa počivati na krožnik, na desko, najlažje na krožnik, da tisti sokovi, ki se izcejajo, da se nam ne izcejajo po mizi. 5 do 10 minut nobenega straha, nič se ne bo ohladilo. Ko je stejk v celem kosu, se zelo počasi ohlaja, ko ga pa razrežemo, pa zelo na hitrico. Zdaj torej počakava 5 minut, potem si ga pa lahko privoščiva. Tako, najtežjih 5 minut pri peki stejkov, ko moraš biti zraven, stati pa gledati pa čakati. Ne? Je res, to imaš pa čist prav. Ko prebrodimo teh najtežjih 5 minut, Matej, a je zdaj čas, da midva to poskusiva? Tako, po 5-minutnem počitku lahko stejk razrežemo, po razrezu ga obvezno osolimo z grobo soljo in pa po želji dodamo še mleti poper. Torej, posolimo ga vedno čisto na koncu? Tako, stejke se vedno soli izključno samo po peki, ko je meso že postreženo, ko je meso že pripravljeno za postrežbo. Ampak midva bova danes zraven poskusila še eno tako simpatično svežo omakico, a ne? Tako je, zraven stejka bova postregla čimičurri omako, gre za tako zelo svežo in zelo kislo omako in zato je odlična za kombiniranje z mastnimi kosi mesa. Pojedina se lahko začne, kaj bi jaz zraven postregel, samo še ne bi z nobenimi dodatnimi prilogami kompliciral. Vse, kar je dovolj neka rezina sveže pečenega kruha in je to to. Kot je rekel Matej, naj se pojedina začne. Hvala lepa za vse nasvete in še veliko kulinaričnih užitkov ti želimo. Hvala. Vam pa seveda samo še dober tek in nasvidenje. Dober tek.